Kulturna panorama. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši redni tedenski oddaji, ki povzema aktualno kulturno dogajanje. V njej boste najprej slišali pogovor z letošnjo Sovretovo nagrajenko Julijo Potrč Šavli. Nagrado so v torek na Mednarodni dan prevajanja podelili v Hrastniku. Ob Mednarodnem dnevu prevajanja se je v Sloveniji začel tudi mesec jezikovne kampanje, ki bo trajal do 31. oktobra. V Ljubljani pa je v četrtek potekala še mednarodna konferenca o dramatiki v manjših evropskih jezikih. Včeraj se je v prestolnici odvil Dan arhitektov, osrednji strokovni in javni dogodek arhitektov, prostorskih načrtovalcev in krajinskih arhitektov, ki ga organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Jesen pa je tudi čas najrazličnejših festivalov, izvedeli boste več o 31. festivalu Mesto žensk. Za konec pa še nekaj podrobnosti o neandertalčevi piščali, ki velja za najstarejše najdeno glasbilo na svetu. Ostanite z nami. Oddajo Kulturna panorama pripravljamo v uredništvu za kulturo 3. programa Radia Slovenija, programa Ars. Tokrat pa jo vodim Ana Rozman. V torek na Mednarodni dan prevajanja so v Hrastniku, tam blizu se je pred 140 leti rodil Anton Sovre, sloviti slovenski prevajalec antičnih del, podelili Sovretovo nagrado. Društvo slovenskih književnih prevajalcev jo namenja vrhunskim prevodom leposlovnih besedil v slovenščino. Letos je nagrado prejela Julija Potrč Šavli za prevod zbirke kratkih zgodb sodobnega estonskega avtorja Urmasa Vadija Duša ob cesti, ki je izšel pri Lud Literatura. Na področju prevajanja estonske književnosti v slovenščino Julija Potrč Šavli opravlja pionirsko delo. Knjiga Duša ob cesti je prvo iz estonščine v slovenščino prevedeno delo za odrasle. Sovretovo nagrajenko Julijo Potrč Šavli je v studio povabila Staša Grahek in jo najprej vprašala po odgovornosti, ki jo čuti, ko slovenske bralce seznanja z manj znanimi literaturami, kot sta finska in estonska. Sigurno je odgovornost, jaz delujem tudi kot neke vrste posrednica, upravljam tudi to nalogo, da iščem zanimiva, dobra dela z področja finske in estonske književnosti, tako da to je tudi zelo pomemben vidik, da predlagam avtorje, jih predlagam pravi založbi, vem, kjerga urednika ali pa urednico bi to delo lahko zanimalo, tako da tudi to je, ker je neko delo, ki ponavadi ni vidno, ampak tudi to prevajalci velikrat upravljamo. Kako pa ste se srečali s finščino in potem še z estonščino? Kako ste prišli do tega? Jaz sem študirala v bistvu angleščino, ampak vedno so se mi zdele te nordijske države tako zelo zanimive in privlačne in sem se odločila še med študijem, da bi se pa rada naučila enega od teh jezikov, tako da sem nekaj časa med švedščino, norveščino in finščino malo kolebala, ampak potem, ko sem ugotovila, kako zanimiva je zares finščina, kako drugačen jezik je to, me je zelo pritegnila in sem se kar hitro odločila, da bi se finsko učila, ker tukaj ni možno se učiti na fakulteti. Sem se učila sama s pomočjo knjig, šla sem tudi na jezikovni tečaj tukaj, ki je bil, pa potem na poletni univerzi v Helsinkih sem se učila. In enako estonščino, sem se potem tudi sama pa na poletni univerzi v Tallinnu učila. Kako težko pa je to? Ja, finščina in estonščina, ki sta sorodni, to gre za ugrofinska jezika, ki sta si
podobna, sta pa precej drugačna od večine drugih evropskih jezikov. Gre tudi za neindoevropska jezika, recimo finščina za primer ima 15 sklonov, estonščina ima 14 sklonov, besedišče je zelo, zelo drugačno, tudi neke besede, ki so običajno mednarodne, recimo šport, nekaj tudi v angleščini je sport, v finščini je pa to urheilu. Tako da so tudi te besede, ki so recimo mednarodne, imajo oni čist drugačne in v bistvu res veliko časa potrebuješ, da se naučiš nekih osnov, potem pa gre lažje. Za estonščino sem se začela učiti, ker sem finsko res že zelo dobro znala, ker sem se bala, da bi me lahko motili, ker sta jezika podobna, da bi jih potem mešala. Tako da ko sem imela res že zelo dobro znanje finščine, sem se pa še estonsko začela učiti prav z namenom, da bi pa kaj prevajala, ker sem vedela, da nimamo literarnih prevajalcev v Sloveniji iz estonščine. Je pri vrhunskem prevodu nujno, da vam je avtor blizu ali pač vsako literarno delo, ki se ga s koncentracijo in veščino prevajalke lotite, vam prirase k srcu in se vam na vse zadnje približa? Vam mora biti knjiga všeč? Mislim, da je zelo, zelo pomembno, da ti je avtor blizu, da ti njegov stil odgovarja, da se to pozna tudi pri prevodu. In tudi upam si trditi za tale prevod Duša ob cesti Urmasa Vadija, ker mi je zelo ustrezal, njegov humor mi je zelo ustrezal, res sem se potrudila, izpilila, preverila stvari, tudi avtorja vprašala in se mi zdi, da se to tudi pozna potem na končnem prevodu. Brali smo vaše prevode Sofi Oksanen, tudi sodobne finske avtorice, Urmas Vadi, sodobni avtor. Je to lažje ali težje? Je lažje prevajati mrtve avtorje ali žive? Omenili ste prednost, da se lahko posvetujete. To je sigurno prednost. Jaz se res bolj posvečam sodobni književnosti, nekako me to trenutno bolj zanima. Ne izključujem, da bi kdaj tudi kakšne klasike prevajala, ampak trenutno se mi zdi to polje sodobne književnosti finske in estonske tako zanimivo. Toliko veliko je sodobnih avtorjev, pa jaz poleg proze prevajam še veliko otroških in mladinskih del, pa poezijo, pa dramska besedila, tako da imam zelo nekako to široko razvejano in se mi zdi, da imam tukaj že precej širok bazen zanimivih stvari, ker se mi zdi, da jih je fino tudi v Sloveniji predstaviti. Tako da nisem se prav na klasike še zaenkrat osredotočala, ampak mogoče pa tudi kdaj v prihodnje. Omenili ste otroške knjige, se prevajanje otroških in mladinskih knjig lotevate kako drugače? Ja, prevajanje otroških in mladinskih del je specifično. Ponavadi je tudi več besednih iger, pa včasih so kakšne rime. Jaz sem mogoče splošni javnosti, ali pa saj otrokom najbolj znana kot prevajalka serije knjig o Tinetu in Binetu. To je zdaj 9. knjiga, bo kmalu izšla, in tukaj je res zelo veliko enih besednih iger, enih takih zanimivih, igrivih stvari, včasih tudi skritih na ilustracijah, zelo veliko enih podrobnosti, na katere moraš biti pozoren. In tukaj je tudi veliko prostora za ustvarjalnost prevajalca, prevajalke, tako da se lahko izkažeš, da pač v slovenščini podobne štose poiščeš, kot so bili recimo v izvirniku uporabljeni. Žirija je posebej omenila tudi finsko avtorico Mari Ahokojevu in njen risoroman Oksi, ki ste ga prevedli. V čem je bila posebnost prevajanja te knjige? Gre za strip. Ja, to je strip, je pa namenjen malo starejšim bralcem vseeno, mogoče, kaj pa jaz vem, mogoče od 14 leta naprej, najstnikom ali pa pol tudi odraslim seveda. To je knjiga, ki temelji na finski mitologiji in se tudi opira na finski narodni ep Kalevala, ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu. To sta Jelka Ovaska in pa Bogdan Novak prevajala. Tako da je tukaj ta mitološka plat zelo zanimiva. Gre za zgodbo o medvedih, ampak hkrati so tudi metafore, življenje, smrt, tako take stvari, ampak predstavljene skozi zelo umetniško, tudi strip, ta ilustracija je zelo lepa, tako da je celotni izdelek je res tako v bistvu neko tako umetniško delo, so tudi verzi, tudi nekaj kitic iz Kalevale, iz epa. To delo je tudi vsekakor zelo poseben izziv bil.
Živimo v obdobju prodora umetne inteligence, strojnega prevajanja. Vemo, da je prevajalsko delo, sploh ko gre za literaturo, pa garaško delo, počasno delo. Kako gledate na to? Ja, zdaj se v zadnjem recimo letu smo se tudi na Društvu slovenskih književnih prevajalcev smo se veliko ukvarjali s to temo in se še naprej ukvarjamo, zato ker je pač zelo aktualna, ampak po mojih izkušnjah človeški prevodi, vsaj za prevajanje literature, so zaenkrat pač nezamenljivi, tega se ne da z umetno inteligenco vsaj zaenkrat prevajati. Mogoče pride, ne vem, za kakšna strokovna besedila, pa tudi tukaj mora biti nujno pač nek strokovnjak, ki to temeljito pregleda, zato ker po pač naših izkušnjah ti prevodi ustvarjeni na podlagi umetne inteligence so lahko in pogosto so zelo netočni, na prvi pogled delujejo sicer mogoče v redu, ampak ko greš pa natančno pogledat, pa vidiš, da v njih mrgoli raznih napak. Pri literaturi si pa sploh ne predstavljam, no, da bi umetna inteligenca prevajala eno knjigo, kot je tale Urma svadi, Duša ob cesti, kjer je polno enega pretanjenega humorja ali pa pač neke otroške knjige, kjer je tudi veliko besednih iger in tako naprej. Mislim, da to vsekakor trenutno še ne bi funkcioniralo. Ob Mednarodnem dnevu prevajanja se je v Sloveniji začel tudi mesec jezikovne kampanje, ki bo trajal do 31. oktobra, dneva reformacije. Predstavniki in predstavnice 7 strokovnih združenj in 3 slovenskih univerz z področja jezikovnih poklicev bodo odpirali vprašanja o prednostih in pasteh uporabe umetne inteligence ter razmišljali o prihodnjih perspektivah in razvoju jezikovnih poklicev. Mesec jezikovnih poklicev bo potekal pod sloganom Uizi prevedeno, Uizi zgrešeno. Aleksander Čobec pa se je o tej jezikovni kampanji pogovarjal z Natašo Hirci z oddelka za prevajalstvo na Filozofski fakulteti in Tanjo Petrič, predsednico Društva slovenskih književnih prevajalcev. So to novi izzivi, drugačni izzivi, kot smo jih poznali doslej, ampak hkrati želimo, in tudi mislim, da slogan v tej smeri nakazuje, da smo vseeno v tem smislu uizi, če lahko rečem, da nismo dinozavrski, da se ne borimo proti tehnološkemu napredku, ki pač je dejstvo, ampak da se v bistvu zelo pogumno soočamo s tem in da mislimo, da lahko z našim človeškim delom, ustvarjalnim delom, konec koncev tudi upravljamo z novimi orodji umetne inteligence. In to je naše glavno sporočilo, da umetno inteligenco jemljemo kot orodje jezikovnih profesionalcev, izobraženih, kritičnih posameznikov, ki so opremljeni v bistvu vsem potrebnim znanjem in širino. Ključna beseda je ustvarjalnost. In ustvarjalni ste bili pri tem sloganu Uizi prevedeno, Uizi zgrešeno. Slogan se mi zdi, da bi se lahko prijel tudi izven te jezikovne kampanje. Mogoče pa tudi kdaj kakšna profesorica kakšnemu študentu rekla Uizi prevedeno, Uizi zgrešeno. To pa zagotovo. Seveda so študentje izjemno vešči iz rabe različnih tehnoloških pripomočkov in včasih kakšen korak pred nami, ampak nimajo pa te kilometrine, nimajo teh izkušenj. In to, kar dejansko na oddelku skušamo doseči, je to, da bi ozavestili to njihovo kritično rabo pri uporabi različnih orodij. Konec koncev, mi preko prevajalske prakse sodelujemo tudi z delodajalci, ki zaposlujejo prevajalce. In se mi zdi izjemno pomembno, da so tam izpostavljeni različnim tehnološkim pripomočkom in med drugim tudi delajo z generativno umetno inteligenco, z orodji generativne umetne inteligence, ampak
to je tisti premislek, ne? Kritična raba teh orodij, to je tisto ključno sporočilo, ki ga mi skušamo tudi na oddelku za prevajalstvo nekako uveljaviti. Kampanja V Izi prevedeno, V Izi zgrešeno se je začela na predvečer Mednarodnega dneva prevajanja in bo trajalo do 31. oktobra, dneva reformacije, dneva, ki je pomemben za slovenski jezik. Ustvarili ste torej izviren slogan, kampanjo smiselno umestili v oktober. Kakšen bo pa program? Program je raznolik, ampak dogovorili smo se tako, mogoče je tukaj vredno omeniti v bistvu pravzaprav naša produkcijska sredstva. Tukaj mislim predvsem na naša prevajalska, tolmaška, lektorska združenja. Namreč mi večinoma delujemo kot nevladne organizacije praktično brez pravih vsebinskih sredstev za recimo zagovorništvo našega poklica. Zato smo se dogovorili, da pravzaprav pokažemo to, s čimer se sicer ukvarjamo in vse skupaj združimo pod en dežnik. Ko sem zbirala in urejala zloženko, ki je nastala tudi v okviru kampanje, najprej nisem vedela, s kakšnim programom pravzaprav se bom soočila. Vem, da so obljubljale kolegice in kolegi zanimive stvari in na koncu, če pogledate nanizane dogodke, je nastal zelo, zelo impresiven program, ki poteka dejansko v okviru naših siceršnjih programov, le da je pač nekoliko bolj usmerjen in pisan na kožo temi naše kampanje. Imamo sicer nekaj posebnih dogodkov, en tak poseben dogodek je bil ravno predstavitveni dogodek na novinarski konferenci 29. septembra. Potem imamo eno osrednjo omizje 24. oktobra, kjer bi spregovorili predstavniki združenj in oddelkov. In na koncu 31. oktobra obljubljamo zelo razgibano, zanimivo noč reformatorjev. Nataša Hirci bi še kaj dodali? V bistvu morda samo to, da tudi vse tri univerze sodelujemo v tej smeri in pred časom je že bil en dogodek, ki se je posvečal rabi umetne inteligence v Mariboru, zdaj naslednji bo v Kopru. Pogovarjamo se o etični rabi, pogovarjamo se o kritičnem ozaveščanju študentov, pogovarjamo se o tem, kakšne nove prakse vnašati v pedagoški proces, ki bodo naše diplomantke in diplomante kar najbolje pripravili na delo tudi s tem novim orodjem, da bodo takrat, ko gredo na trg dela, pripravljeni na soočanje z različnimi izzivi in ali UI ali mi, najbolj raje dajmo mi skupaj z UI, a ne? In vesela sem, morda samo to bi še dodala, da smo se srečali prav na dan svetega Hieronima, ki je zavetnik prevajalcev. Odličen dan. Ja. V Izi prevedeno, v Izi zgrešeno sta duhovita, a hkrati resna opomnika, da prevajanje ni le igra besed, temveč odgovorno delo, pri katerem ima človeški prevajalec še vedno ključno vlogo. Selimo se na področje gledališča. V Ljubljani je v četrtek potekala mednarodna konferenca o dramatiki v manjših evropskih jezikih Dosel, ki se je zaključila s predstavo Moto Membra Jesu Nostri, ki je nastala v produkciji gledališča Arriaga iz Bilbaa. Dosel je pobuda, ki jo podpira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa in spodbuja prevajanje, uprizarjanje in kroženje dramskih del, ustvarjenih v manjših evropskih jezikih. Manjše evropske dramske tradicije ter njihova izvirna kulturna in umetniška okolja so zaradi jezikovnih ovir pri doseganju širšega mednarodnega občinstva namreč veliko bolj ranljiva. Konferenca je zaokrožila umetniški del mednarodnega dogodka Dosel Showcase,
ki so ga letos spomladi predstavili v okviru 55. tedna slovenske drame v Kranju. So zapisali v Prešernovem gledališču Kranj, ki je konferenco in gostovanje predstave pripravilo v sodelovanju s Cankarjevim domom in partnerji projekta Dosel. Tina Poglajen je pred mikrofon povabila direktorja Prešernovega gledališča Kranj, Roka Bozovičarja. Rok Bozovičar, lepo pozdravljeni. Zdravo. Bi lahko za začetek povedali, zakaj se vam zdi pomembno osvetljevanje manjših evropskih dramskih tradicij? Mislim, da je v manjših jezikih in v manjših kulturah in v manjših umetnostih se skrivajo skrivnosti, stvari, ki jih v večjih mogoče niti ne detektiramo. Pri našem projektu Dramatika manjših evropskih jezikov izhajamo, v bistvu povezujemo 7 partnerjev, ki so si med seboj različni, ampak hkrati imamo pa neko osnovo, saj detektiramo podobne institucionalne ali pa neke infrastrukturne probleme, zlasti dramatik manjših evropskih jezikov. Tako da naš namen je, da probamo nasloviti te probleme, pa skozi ta pilotni projekt tudi najti mogoče rešitve. No, na programu sta bili tudi 2 razpravi o položaju manjših evropskih jezikov v sodobnem evropskem gledališkem prostoru in o vlogi prevajanja in prevajalcev pri promociji drame v manjših evropskih jezikih. Kako ste izbrali ti 2 temi? V bistvu sta temi povezani z problematiko, ki smo jo detektirali. Torej, izhajajo iz same situacije sodobne dramatike, ki je v bistvu nedostopnost do večjih evropskih odrov, se pravi manjše uprizarjanje v tujini, manjše objavljanje ne samo v tujini, ampak tudi v primarnih okoljih, tako da se prevajanje in pa izmenjava predstav zdi tako poglavitna fokusa, da bi lahko naslovili ta vprašanja. Tako da smo v okviru projekta bomo izmenjali 8 predstav. 5 se jih je že predstavilo v Kranju na tednu slovenske drame, 4 bodo na ogled na Malti leta 2026. Se pravi, naša konferenca tukajle v Ljubljani pa se je osredotočila na eni strani predstavitev problematike prisotnosti manjših evropskih dramatik v mednarodnem kontekstu. Mislim, da so panelisti zelo lepo pokazali kompleksnost, hkrati pa tudi nevralgične točke v različnih kontekstih, od nemškega, katalonskega, slovenskega. Panelisti so bili Darko Lukić, Zala Dobovšek in Viktor Munoz. Drugi del se je pa osredotočil na v bistvu pozicijo prevodov in prevajalcev, ki so ključni element v tej verigi, da lahko neko besedilo, ki deluje v neki zaprti skupnosti, lokalni sceni, da lahko pride v stik v neko tuje, da se ga prevede na način, da je razumljiv, da paše v kontekst tudi drugih nacij oziroma nekega lokalnega konteksta. Na tem so pa sodelovali Barbara Skubic, Julija Potrčavli, ki je pravkar prejela Sovretovo nagrado za prevod iz estonščine, hkrati je pa tudi naša prevajalka, ker bomo izvedli delavnico prevajanja iz estonščine v slovenščino, tako da bo prevedla dramo estonske avtorice Piret Jaks. Tako da mislim, da smo krenili v eno drugo fazo tega projekta. Na začetku smo bili bolj osredotočeni na gledališki del, izmenjavo predstav, zdaj pa se bolj osredotočamo na prevajanje dramatike s končnim ciljem, da vse te prevode tudi objavimo v knjižni obliki. Imate torej že načrte za prihodnje leto? Bi lahko povedali še kaj več o tem? Se pravi, po tokratnem satelitskem dogajanju v Ljubljani, ko se je predstavila tudi baskovska predstava Moto Membra Jezu Nostri, bomo izvedli še zadnji cikel prevodnih delavnic. Se pravi, že v sredini oktobra pride k nam estonska delegacija in bomo imeli tako bilateralno srečanje med Estonijo in Slovenijo. Nekaj dni predtem se bo izvedla delavnica v Barceloni med partnerjema Salo Beckett in pa Teatro Malta iz Malte. Zadnji del teh delavnic pa bo izveden v Sofiji, Bolgariji, z delavnico med hrvaškimi in bolgarskimi predstavniki. Torej, do konca leta pričakujemo, da imamo vse prevode v finalni obliki, da se lahko začnemo ukvarjati z oblikovanjem in pa tiskanjem oziroma neko obliko tega knjižnega produkta. Še ena večja zadeva se bo zgodila aprila 2026, kot sem že omenil, večji showcase na Malti, ko se bodo predstavile predstave iz Malte, Estonije, Hrvaške in pa Slovenije. Mi kot Prešernovo gledališče Kranj bomo tja
poslali predstavo Tekst telesa Anje Novak Anjute v režiji Tjaše Črnigoj, ki bo premiero doživela konec marca na otvoritvi Tedna slovenske drame. Med vsem tem dogajanjem pa poteka še malo bolj nevidna dejavnost, ki je malo bolj eksperimentalna. Združuje 5 dramatikov, ki so se tudi tukaj v Ljubljani srečevali, ker delajo poskušajo iznajti način sodelovanja med 5 dramatiki, ki pišejo v različnih jezikih. V izhodišču neka translingualna rezidenca. Tako da svoje zaključke oziroma neko javno prezentacijo bodo predstavili prav tako na Malti. Zaključek bo konec septembra v Zagrebu, kjer bomo predstavili to knjižno izdajo 24 prevodov, mislim da. Rok Bozovičar, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Zdaj pa v svet arhitekture. Včeraj se je v prestolnici odvil dan arhitektov, osrednji strokovni in javni dogodek arhitektov, prostorskih načrtovalcev in krajinskih arhitektov, ki ga organizira Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Letošnja osrednja tema je dolgoročno razmišljanje o prostorskem razvoju, ne o futurističnih stavbah ali o digitaliziranih pametnih mestih, ampak o tem, kaj od današnjih mest bo še vedno tu čez 50 let, kako se stavbe in mesta starajo in kako se lahko ves čas prilagajajo nepredstavljivemu. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije podeljuje tudi strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Arhitekta Milan Zdravko Kovač in posthumno tudi Peter Kerševan sta letošnja prejemnika platinastega svinčnika. Z Milanom Kovačem se je pogovarjal Miha Žorž. Arhitekta Milan Zdravko Kovač in Peter Kerševan sta iz arhitekture diplomirala v 60 letih. Uspešni mednarodni karieri sta vsak po svoje začela številnimi prestižnimi realiziranimi deli po vsem svetu. Kot pove Milan Zdravko Kovač, sta začela intenzivno delovati skupaj leta 2009. Ko smo skupaj predstavljali projekt zaščite srednjeveške arheologije na Vodnikovem pa Krekovem trgu, in potem smo nadaljevali z projektom Emona, da bi predstavljali muzej Emonov, ki bi bil povezal vse točke, kjer so vidne izkopanine Emone. Ustvarjalni dvojec se ukvarjal predvsem z Ljubljano. Pozorno sta spremljala pereče sodobne urbanistične in infrastrukturne probleme Ljubljane ter se aktivno odzivala predvsem na izzive, med drugim s prenovo srednje mestne tržnice ter z načrtovanjem novega potniškega centra. Svoje pobude sta izdala tudi v številnih publikacijah, med njimi je publikacija z naslovom Zamujene priložnosti mesta Ljubljane. Ena takih stvar je kolišče Brkatega Soma na Špici. In to je bilo uničeno za nič. Ravno takrat, ko so bila kolišča vzeta v UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Isto leto je bilo to kolišče uničeno. Ne. To je meni čisto nerazumljivo. Ne. Ali menite, da se odnos mestnih oblasti do kakovostnega načrtovanja prostorov danes izboljšuje ali slabša, sploh če recimo govoriva o Ljubljani? Ja, jaz bi rekel, da je čedalje hujše, ker urbanistični razvoj Ljubljane, pa tudi Ljubljane kot take, diktira kapital. In to je tuj kapital, ki nima nobenega odnosa do Ljubljane. Ne. Tako da je to čista katastrofa, kaj se dogaja in to bo težko popraviti. Ne. Železnica, to se zdaj pripravlja za bodočo poglobitvijo. Ja, kakšna neumnost je, ker še človek, namesto da bi se dala prioriteta obvoznici za tovorni železniški promet, kar je zdaj nemogoče, ker so se parcele prodale tujcem, kakor smo zvedeli na Tarči. Ne, ta južno-vzhodna obvoznica, ki je bila edina še mogoča in istočasno še ni izveden državni prostorski načrt, dela se stihijsko, nastanejo iz 1-2 avtobusni postaji, ker je narobe planirano, prodano je zemljišče Madžarom na eni strani, na drugi strani Poljakom. Ja, to je neverjetni kaos.
Kot arhitekt ste vedno izpostavljali pomen posluha za skupnost. Kako po vašem mnenju v arhitekturi uskladiti zahteve stroke, politike in potreb ljudi? Jaz bi rekel, sem pričakoval od vsega začetka, ko smo začeli s Petrom delati, eno široko podporo stroke. Ampak te ni bilo. In se počasi človek, ko vidi, kaj se dogaja, razume. Ne? To je, ljudje so ustrašeni. Ne dobi projektov, če ni ta prave barve. In tako je vsakega strah, vsak ima nekega, ali ima kak lokal, ki je last mesta ali kakorkoli, da so lahko konsekvence. In to je tisto, kar so midva s Petrom imela veliko prednost. Midva sva bila upokojenca, midva nisva bila finančno odvisna od nobenega in nisva bila nobenemu ničesar dolžna. Bila sva popolnoma neutralna, midva sva kritizirala levo in desno, kadar je bilo kaj narobe in kjer sva videla, da imava predlog, ki je boljši od tega, kar se izvaja, samo to je šlo kar mimo. Kako vidite prihodnost Ljubljane čez 10, 20, 30 let? Naju s Petrom je to zelo skrbelo. Ne? In dejstvo je, da v železniško križišče, ne, v Ljubljani pada iz 5 strani v mesto in režejo mesto na 5 delov. Ne. Da se mesto razreže na 5 delov, bo tu zrastlo 5 izoliranih mestnih delov, ki se počasi lahko sprevržejo v geto. In to ni noben razvoj mesta, ki bi bil dobrodošel. Ne. To se bo zgodilo, ne, ker celo v srednjem veku, ki je bila Ljubljana pravzaprav mesto 3 mest. Ne. Vsako je imelo svoje obzidje, ampak so imeli vse skupne točke, ne, vse povezano med sabo. Medtem ko tole, kar se pa tukaj zdaj pripravlja v naslednjih 50 letih ali pa še več, bo pa katastrofa za Ljubljano. Ampak takrat ne bo nobenega več, ki je to stvar zakuhal. Milan Zdravko Kovač in Peter Kerševan sta bila vzor trdne drže, visokih kompetenc in odpornosti, tako strokovno kot tudi po človeški plati. Njuno poslanstvo zdaj pokončno nadaljuje Kovač sam. Jesen je čas najrazličnejših festivalov. 31. festival Mesto žensk, ki se je začel sinoči z otvoritvijo razstave Arhivi v ospredju, 30 let Mesta žensk v ljubljanski galeriji Škuc, bo tudi letos odpiral vprašanja o enakosti spolov s poudarkom na temi arhiviranja, pa še enkrat spomnil na dejstvo, da je skozi zgodovino njihov arhiv akumuliral znanje, ki omogoča vizijo feministične prihodnosti tudi v predvidljivo neugodnih družbenih okoliščinah. Pod naslovom Arhiviramo, spominjamo se, vztrajamo bo festival, katerega stalnica so vizualne in scenske umetnosti, film, glasba in pogovorni program, potekal do 18. oktobra. Sklop preddogodkov na temo starševstva pa se je že odvil v drugi polovici septembra, nekaj pa bo tudi podogodkov. Več Petra Tanko. S tem, ko je preživel 31 let očitkov o nepomembnosti in zastarelosti, kot da bi v vsem obdobju obstajal zgolj en način izvajanja feministične umetnosti, definiran na Zahodu, je festival Mesto žensk dokazal svoj pomen, saj pokriva pomembno področje sodobne feministične umetnosti od 90. let do danes. Mesto žensk se razlikuje po svoji osredotočenosti na območje nekdanje Jugoslavije in vzhodne Evrope, s čimer to regionalno perspektivo vnaša v transnacionalni dialog
dialog med generacijami umetnic, ki delujejo v različnih umetniških medjejih. Skoraj 2000 sodelujočimi umetnicami, teoretičarkami in aktivistkami je festival skozi leta odprl vrsto kritičnih vprašanj o umetnosti in družbi. Zato se letos osredotoča na lastno zgodovino, premišljuje o strategijah zgodovinjenja, usmerjenih v prihodnost. Sodelujejo nekatere umetnice, ki so Mesto žensk že soustvarjale, med Slovenkami na primer scenska umetnica Barbara Kapelj ali vizualna umetnica Marija Mojca Punkarčar, ter umetnice, ki jih na festivalu še nismo srečale in so bile prav tako kot na primer poljska neoavantgardna umetnica Barbara Kozłowska, ki se predstavlja z razstavo Mesta za razmislek v Mali galeriji Banke Slovenije v svojih domovinah prezrte. O vrednosti arhiviranja, ki se kaže tudi v slednjem primeru, je več povedala direktorica Društva Mesto žensk in programska vodja festivala Iva Kovač, ki je povedala tudi nekaj besed o gledališki produkciji. Arhiviranje je po eni strani nujnost, torej ne živimo več v 90-ih letih, ko je mogoče arhiv bil doživljen kot bolj nek državni aparat oziroma neka struktura, ki je tudi opresivna. Zelo veliko je feminističnih arhivov, manjšinskih arhivov, queer arhivov, različnih oblik pravzaprav lastnega zgodovinjenja, ki se dogaja, tudi skupnostnih arhivov, pravzaprav nekih poskusov, v katerih se ta nujnost, da ostane sled in da so individualne in tudi skupnostne zgodbe zapisane za prihodnost, je nekako pravzaprav danes zelo prisotno in nekako smo hotele pravzaprav skozi ta program pokazati na Mesto žensk kot na eden takšen prostor, ki se ravno s tem ukvarja, da na nek način je protikanon, če se temu tako lahko reče, ali pa vsaj deluje v smeri spremembe kanona sodobne umetnosti, v katerem je preden se je Mesto žensk pojavilo, res dominantno bila prisotna umetnost moških, danes pa res lahko rečemo, da se je tudi veliko tega spremenilo, da je veliko več žensk in spolno nekonformnih oseb sodeluje v tem prostoru. Teme se nekatere naslavljajo, ki se mogoče niso prej, živje prostor, istočasno pa ni se zgodilo to, da ne bi bilo več potrebno to diskusijo voditi, žal, pravzaprav. Seveda program je zelo obsežen, tem in posameznih poglavij znotraj njih je tudi zelo veliko, ampak mogoče bi nekaj jih izpostavili v povezavi z umetniškimi deli. Ja, torej rada bi seveda izpostavila naše produkcije, med tem je koprodukcija predstave Don Kihot, ki je bila sen, Žive Bizovičar v sodelovanju z Prešernovim gledališčem v Kranju po delu Kathy Aker, po njeni knjigi, kjer pravzaprav avtorica dela točno to, kar je koncept letošnjega festivala, pravzaprav se ukvarja z kritiko zgodovinjenja in pomanjkljivosti v zgodovinjenju ženskih in queer zgodb, istočasno pa s tem svojim pisanjem spreminja to realnost. Po drugi strani sta še dve premieri v sodelovanju z Mladinskim gledališčem in z Via Negativo, Barbare Kukovec, Umor na podeželju in Ekstima 4 Olje Grubič, ki tudi na različne načine pristopajo ne nujno temi arhiviranja, ampak recimo ta proces nastanka predstave Umor na podeželju je gre skozi en proces kazanja arhivskih materialov, po drugi strani pa je Olja nekako vsakodnevico skozi proces priprave performansa spremeni in predstavi kot nekaj izjemnega za publiko. Osrednja razstava Arhivi v ospredju 30 let plus Mesta žensk v ljubljanski galeriji Škuc bo na ogled do konca meseca, razstava Upor telesa v likovnem salonu Celje še nekoliko dlje. Ob filmu Gaslight iz 40 let minulega stoletja bo s predavanjem Mračenje ali umetnost utišanja žensk gostovala francoska filozofinja in filmska kritičarka Hélène Frappat.
Na vrsti je umetnost na radijskih valovih. Celovečerna radijska igra Periferija, ki jo je po besedilu Kaje Novosel režirala Špela Krafogelj in je nastala v produkciji našega uredništva igranega programa, se je uvrstila v tekmovalni program festivala Pri Evropa. In sicer v kategoriji Radijska fikcija, kjer se bo za nagrade potegovala v konkurenci 24 radiofonskih del iz držav članic Zveze evropskih javnih radiotelevizij. Petra Tanko. Znotraj projekta Talenti EU regij je nastala tudi radijska igra Periferija, ki prinaša svež pogled na odnose med središči in okolico. Kaja Novosel pravi, da je pri pisanju želela na sorazmerno zabaven, a hkrati kritičen način naslikati nerodne interakcije s periferije odseljenih mladih z nekdanjimi sokrajankami in sokrajani. A iz drobnega besedila so se potem izluščila veliko širša vprašanja: občutek nepripadnosti, odnos do ženskega telesa, zmožnost pogovora in poslušanja ter navsezadnje osnovna vljudnost in empatija, ki nam je v vsakdanu verjetno nezavedno, a hkrati pogosto tako okrutno primanjkuje. Odlika besedilne predloge je posebno oblikovanje dialogov, pri katerih pa protagonistka ostaja brez besed. Kaja Novosel pojasnjuje, zakaj se je tako odločila. To se je vzpostavilo v bistvu čisto avtomatsko pri meni, ker sem začela najprej oblikovati te like, te nekakšne lokalne posebneže in pravzaprav njihove travme, ki jih potem projicirajo na nekoga, ki je še vedno sicer v domačem okolju, pa vendar ni več. Je šel iz tega oziroma izšla iz tega in nekako ne ustreza več tem nekim normativnim prepričanjem. Potem pa sem razmišljala ob kopici tega, kar sem seveda na nek način tudi sama doživljala, vsaj nekatere izmed teh opazk, oziroma sem prepričana, da jih doživlja veliko mladih žensk moje starosti, pa prav žensk, ne pač ljudi nasploh, ampak žensk. Torej, razmišljala sem, kaj je pravi odgovor na vse te pomisleke, ki jih danes doživljamo, na to kalupljenje, na katerega pač ne pristajamo, ker tudi, če bi želeli pristajati, ni pravih pogojev, da bi lahko to storile. In potem sem v bistvu ugotovila, da je za enkrat, vsaj v mojem svetu, edini pravi odgovor na to molk, da ni pravega repliciranja, ki bi omogočil nek konstruktiven dialog, in od tod ta oblika. Radijsko igro Periferija je režirala Špela Krafogelj. Tudi njo smo povprašali, kako se je soočila z nemo vlogo protagonistke. Ja, glavna protagonistka seveda nima glasu, jo pa čutimo in to smo ustvarjali z efekti, z drončki v glasbi in tako naprej, z njenimi premiki in predvsem jo čutimo tudi zato, ker prihaja odziv vseh teh njenih nekdanjih someščanov in pa tudi preko njene ljubljanske cimre, ki se je javila preko glasovnih sporočil na telefonu. Vloge nekdanjih sokrajanov so oblikovali Sabina Kogovšek, Gaber Trseglav, Milena Zupančič, Vid Klemenc, Vesna Slapar, Uroš Smolej, Vesna Jevnikar, Tina Resman-Lasan, Maruša Oblak, Gregor Čušin, Gaja Filač in Lucija Grm. Poslušanje in žiriranje radijske igre Periferija bo na festivalu Pri Evropa v ponedeljek 6. oktobra. Razglasitev rezultatov pa bo petek 10. oktobra, ko se festival tudi sklene. Že nekaj dni zatem radijska igra Periferija odpotuje na festival Pri Italija v Neapelj. Kot je dodala Kaja Novosel, uvrstitev tudi potrjuje, da je tema mladih, ki so čustveno in logistično zataknjeni nekje med domačimi kraji in prestolnicami, bolj aktualna, kot se sprva zdi. Sodelovanje na festivalih pa je zanjo tudi dragoceno pomnik, kako pomembno je, da imajo zgodbe možnost zaživeti zunaj prostora, v katerem so nastale. Pred koncem pa še k zanimivemu muzejskemu predmetu. Potem, ko so v Narodnem muzeju Slovenije junija ob 30. obletnici odkritja najstarejšega glasbila na svetu odprli razstavo Neandertalčeva piščal, 60 000 let glasbe, je zdaj izšla še knjiga z enakim naslovom.
Ob tej priložnosti se je o pomenu tega predmeta in novih dognanjih Žiga Bratoš pogovarjal z doktorjem Boštjanom Laharnarjem, vodjo arheološkega oddelka, in magistrom Miranom Flaumom, konzervatorjem, restavratorjem v Narodnem muzeju. Neandertalska piščal je eden najpomembnejših predmetov v Narodnem muzeju Slovenije, med njimi so še Situla izvač, skulptura Emonski meščan in fotografija avtoportret Janeza Puharja. No, to so kosi iz raznih poglavij zgodovine. Pogosto pomembna odkritja spremenijo pogled na neko obdobje, začnejo se nove dodatne raziskave in podobno. Kaj je takrat pred 30 leti to odkritje v jami Divje babe na Cerkljanskem pomenilo za Slovenijo in za svet? Paleolitik je tisto, to je starejša kamena doba, to je najstarejše obdobje človekove preteklosti in o njem vemo tudi najmanj. Je pa izrazito internacionalen, se pravi, če pride do nekih zanimivih odkritij, to seveda odmeva širom naših meja. In to se je zgodilo tudi v najdišču Divje babe. Že same po sebi v znanstvenem svetu je eno tako najdišče, ker imate vi v isti jami sledove neandertalcev, se pravi iz tega srednjega paleolitika, potem neke prekinitve in potem na koncu tudi prisotnost modernega človeka v isti jami je samo po sebi seveda zanimivo iz znanstvenega stališča. Tako da raziskava takega najdišča in potem objava rezultatov gotovo bi odmeval v znanstvenem svetu izven slovenskih meja. Če pa prideš še do kakega posebnega odkritja znotraj tega, kar se je zgodilo s to preluknjeno, večkrat preluknjeno stegnenico mladiča jamskega medveda, za katero se je kasneje izkazalo, da je delo človeških rok in da je to delo neandertalca, je pa ta odmev še toliko večji. Zato, ker to praktično je zgodba, ki govori na nek način o razvoju naše vrste, o naših prednikih, celo o razvoju neke vrste, ki še ni čisto naša vrsta, in o njenih kognitivnih sposobnostih. Se pravi, to je neka tema, ki zanima vse ljudi z vseh kontinentov, da tako rečem. Tukaj ni nekih nacionalnih, jezikovnih, kakršnih koli barijer ali pa prepričanj, s katerimi se soočamo v vseh kasnejših obdobij. Arheološka je zadeva popolnoma jasna. Stara je med 60 in 50 tisoč let, zato ker je pristala v plasti, ki je toliko stara in je bila datirana neposredno ta plast z serijo naravoslovnih analiz. Posredno je datirana z drugimi oblikami orodij, ki so bile tej isti plasti odkrite in za katero je znano že dolgo, da je take oblike uporabljal neandertalec. Druga ugotovitev je, ali so luknjice nastale naravno ali jih je izdelal človek, neandertalec. In če damo argumente znanstvenega diskurza na tehniko, so prevagali doslej, v dosedanjih 30 letih raziskav, argumenti v prid interpretaciji, da je to delo človeških rok. Se pravi, protiargumenti, ki so govorili, da so luknjice nastale z ugrizom zveri, ali bila to hijena, ali volk, ali medved, niso vzdržali. Tretje poglavje, da tako rečemo, je potem pa interpretacija, kaj je ta predmet bil, zakaj so bile te luknjice izdelane. Seveda smo z današnjim pogledom nekako, da tako rečem, kontaminirani in stvari iz daljne preteklosti skušamo pojasniti skozi neke predmete, ki jih uporabljamo danes, zato se je bržkone tudi porodila ta ideja, da gre sploh za piščal, za glasbilo. No in tukaj so pa pomembno delo opravili raziskovalci glasbenih možnosti tega predmeta, ki so potem skozi serijo raziskav, poskusov, izdelave replik in kopij, potem res dokazali tudi to glasbeno zmožnost tega glasbila. Seveda ne moremo trditi, da so igrali neandertalci take skladbe, kot jih lahko igrajo današnji glasbeniki na ta predmet, ampak kaj pa naj bi drugega ta predmet sploh bil, se človek vpraša, glede na to, da se na repliko res da izvajati tako imenitne zvoke. Eno od vprašanj, ki bi se vsaj laiku lahko pojavilo, je,
Kaj pa danes lahko o piščali sploh izvemo novega? No in tukaj pridemo tudi do sodobnih rekonstrukcij, kaj ne, magister Miran Plam? Tako je, ja. Na samo originalno piščal se danes ne da igrati, ker je deloma poškodovana, nekateri deli manjkajo in tako naprej. In tukaj je bilo potem opravljenih cela vrsta raziskav, kako naj bi ta piščal izgledala, ko je bila še cela, da tako rečem. Tukaj je precej ljudi se ukvarjalo s temi raziskavami. Eno so bile čisto same te fizične, kako so nastale te luknjice, kjer so lahko tudi morda ostanek še živalskih ugrizov. Potem seveda, kako naj bi se na to piščal igralo. Narejenih je bilo cela vrsta rekonstrukcij že leta 1997 iz kosti jamskega medveda, pa iz kosti sodobnega medveda in cela vrsta drugih podobnih inštrumentov, s katerimi so preizkušali, kakšne zvoke se da iz tega izvabiti, koliko čiste zvoke in tako naprej. Eden prvih, ki se je s tem ukvarjal, je bil dr. Drago Kunek iz Znanstveno-narodopisnega inštituta in on je preizkušal, s katere strani bi se dalo, kako bi se dalo odpihati in je izvabil že zelo lepe zvoke. Tudi prve skladbe je že leta 1997, če se ne motim, napisal Nenad Firšt. Tako da že na tej prvi razstavi v Narodnem muzeju leta 1997 so bile tudi te skladbe na repliko oziroma rekonstrukcijo, da rečem, piščali izvajane. Drugi pomemben glasbenik pravzaprav je bil pa Ljuben Dimkarovski, sicer trobentač v operi v Ljubljani, ki pa je na originalni piščali prepoznal rezilni rob, skratka, s katere strani se je v to piščal pihalo. In skupaj z vsemi temi drugimi raziskavami, ki so potrdile nastanek človeških luknjic oziroma katere od teh izjed so dejansko bile luknjice, katere morda ne, in tako, je potem prišlo do rekonstrukcije, zelo verne rekonstrukcije, kako je to glasbilo v času neandertalca, kakšne oblike je bilo v celoti. Mi smo tukaj naredili potem korak naprej, bom rekel, ko smo raziskovali tako sam nastanek lukenj, tega smo naredili tudi CT piščali najprej in kasneje mikro-CT, se pravi računalniško tomografijo, s katero smo zelo natančno ugotovili tudi notranjo obliko te kosti in na tej osnovi smo lahko izdelali najprej zelo verno repliko piščali in potem s pomočjo rekonstrukcije, ki jo je naredil Ljuben Dimkarovski, tudi sestavili tak inštrument. Potem dobimo seveda na ta način tudi natančen 3D model piščali, ki jo lahko natisnemo. In natančen natis te piščali v plastiki nam da najbolj verno podobo, kako je ta piščal kot inštrument, kot celota, kakšna je bila v času nastanka. Torej, 30. obletnico odkritja piščali zaznamujete z 2 projektoma, z razstavo in z monografijo, ne? Monografija sama ni bila mišljena kot znanstvena publikacija, ampak bolj kot poljudno strokovna. Tako imamo recimo o samih paleolitskih glasbilih, recimo pa o odmevih v javnosti, pa kakšni so glasbeni pogledi, pa ne nazadnje zaključujemo tudi z neke vrste filozofskim pogledom in našim pogledom na našo vrsto in na neandertalca. Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Kulturna panorama. Prispevke zanjo so pripravili Staša Grahek, Aleksander Čobec, Tina Poglajen, Miha Žorž, Petra Tanko in Žiga Bratoš. Za tonsko podobo oddaje je poskrbel Miha Klemenčič, oddajo pa sem uredila in vodila Ana Rozman. Hvala za vašo pozornost in srečno!